Lepo pozdravljeni. Danes bom odgovoril na vprašanje, kakšen je agilni vodja. Podal bom 7 usmeritev. Prvič, agilni vodja pozna tako svoje prednosti kot svoje slabosti in te načrtno izboljšuje. Govorim o 10 ključnih lastnostih agilnega vodje in teh 10 so vizija, motivacija, odziv, coaching, facilitacija, sposobnost spreminjanja tako sebe kot drugih in sistema ter na koncu sodelovanje in nenazadnje tudi odločanje. Drugi nasvet. Agilni vodja se zaveda, da deluje v tem času v res kompleksnem svetu, v katerem pa je potrebno vodenje in ne šefovanje. Potrebna so partnerstva, potrebna je decentralizacija, samoorganizacija znotraj ekip, potrebna je odgovornost, priporočljivo je lastništvo idej, zaupanje med sodelavci, transparentnost delovanja, sodelovanje, avtonomija, mreža med zaposlenimi in navzven in pa tudi zelo pomembna je skupnost. Tretjič, agilni vodja namesto govorjenja spodbuja sodelovanje in namesto prepričanja, da bodo probleme rešili samo procesi, zaposlene raje spodbuja, da probleme rešujejo skupaj, pri tem pa seveda drug drugemu pomagajo. Kadar si probleme delimo, so vsi problemi seveda manjši. Četrtič, agilni vodja sodelavce podpira z uporabo tako imenovanega coachinga, kar je v resnici 1:1 podpora posamezniku pri njegovem osebnostnem razvoju, skupaj s svojim varovancem pa išče recimo temu diagnozo, ki posamezniku pomaga odkriti njemu lastne rešitve za zdravljenje vzrokov, ki jih ta oseba konkretno ima. Peti nasvet oziroma usmeritev, agilni vodja posluša najprej sebe, poleg tega pa tudi drugega in glas celotnega sistema organizacije. Na takšen način razume, sprejme ter zaupa in šele na podlagi tega ukrepa in spreminja tisto, kar si je zadal. Šestič, agilni vodja daje primeren odziv na določeno situacijo in to tako, da v svojem odzivu najprej predstavi koncept situacije oziroma kontekst, če temu tako rečemo, nato poda opažanje, predstavi posledico in učinek, ki jo je situacija povzročila in na koncu predlaga, kaj sledi. In še zadnji, 7. nasvet, kakšen je agilni vodja. Agilni vodja se zaveda, na kakšnem nivoju je kultura organizacije, v kateri deluje, jo sistematično izboljšuje in se predvsem zaveda, da ne gre zanj, ampak za vse nas.